nedelja, čas, ko se ponovno duhovno nahranimo iz Božje besede. Še preden bomo poslušali Božjo besedo, poveličujmo našega Boga. Zahvaljujmo se za njegovo milost, dobroto, da je on ta, ki nas ljubi, ki odpušča naše grehe in nam daje večno življenje. Zato ponovno odprimo naša srca skozi pesmi, slavljenje in čaščenje in povzdignemo njegovo ime in dovolimo Svetemu Duhu, da se nas on dotakne, spreminja naša življenja, nam daje novo moč, radost, vse, kar potrebujemo tudi to nedeljo. Bog pred tabo sem, ti obnovi mi srce s polnino milosti, ki našel sem jo v tebi. Gospod, vem vsa slabost, ki vidim jo sedaj v sebi, bo odstranjena. V moči tvoje ljubezni pogled odkri, tebe zreti si želim, ljubezen videti, ko ti živiš v meni. Obnovi misel mi, da tvoja volja bi spolnila se
vse bližje k sebi me. Ko čakam te, se dvignem Bog kulture. S teboj bom poletel, tvoj duh naj vodi me v noči tvoje ljubezni. Prejšnjo nedeljo smo govorili o preizkušnjah, danes pa bomo govorili o skušnjavah. Preberimo še enkrat Jakobove besede, ki govorijo o tej temi. Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, katerega ljubijo. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: Bog me skuša. Bog namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Povedali smo, da so preizkušnje čas ali okoliščine, ki nam omogočajo, da se spreminjamo na dobro, pozitivno. Danes pa bomo govorili o skušnjavah, ki jih omenja Jakob. Namen preizkušnje je, da rastemo in razvijamo naš karakter, zvestobo, ljubezen do Boga in ljudi. Skušnjave pa so čisto nasprotje. Hočejo uničiti naše življenje. Namesto zdrave in stabilne osebe, ki ljubi in je zvesta, želijo skušnjave iz našega življenja narediti sebično, neljubečo osebo, ki uničuje in je uničena. Čeprav mislimo, da so skušnjave okoli nas, nam Sveto pismo razodeva, da so v nas. Če ne bi imeli notranjih želja, nas skušnjave ne bi mogle pritegniti. Skušnjave se vedno začne v naših mislih in ne v okoliščinah. Jezus je povedal: od znotraj namreč, iz človeškega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Jezus pravi: iz človeškega srca prihajajo negativne misli, greh. Nažalost je v človeku nekaj negativne ali del narave, ki ga Sveto pismo imenuje grešna narava. In želi voditi naše življenje po sebičnih, uničujočih dejanjih. Zato Jakob pravi, da nas Bog ne skuša. Nihče, ki je preizkušen, naj ne govori: Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Bog nas nikoli ne bo zapeljal v zlo, uničenje, ampak naša grešna narava, ki želi delovati po svoje in ne v skladu z Božjo resnico in življenjem, ki prihaja od Boga. Naša grešna narava noče sodelovati z Bogom, ampak nažalost s hudičem, ki vedno pravi že od Edenskega vrta: a je res Bog rekel? A je res to resnica? A nam Bog res želi dobro? Ne imej nobenega opravka z Bogom. On nas s svojimi zapovedmi samo omejuje. Ker nas Bog ljubi, nas skozi svojo besedo uči, opominja. V Hebrejcem 3:12 beremo:
Pazite, bratje, da v katerem med vami ne bo hudobnega in nevernega srca in bi odstopil od živega Boga. Ko v našem srcu ni vere v Boga, smo avtomatsko na drugi strani. Naše življenje vodi nevera. Odstopimo, obrnemo se v stran od živega Boga. Zato tudi podležemo skušnjavam. Skušnjava nas nagovarja, da to ni tako hudo. Nobenih posledic ne bo. To vsi počnejo. Reši boš svoje težave. Misli, s katerimi se poigravamo, se končno sprevržejo v dejanje. Kar se je začelo kot misel, se spremeni v dejanje. Prepustimo se tistemu, kar je pritegnilo našo pozornost. Potem podležemo skušnjavi in pademo v past, o kateri pravi Jakob. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. Namen skušnjave je, da nas zavede v nekaj, kar uničuje naše življenje, kar ni dobro. Ko govorimo o skušnjavah in kako nas hoče uničiti, verjetno se vsakemu prej ko slej poraja misel. Pa življenje je res težko. Kako naj živim in se obadam s skušnjavami, ki so skoraj na vsakem koraku. Razumeti moramo, da skušnjava še ni greh. Ne pustimo se prestrašiti. Ali je to mogoče za neke druge čase? Danes so popolnoma drugi časi, kot je bil čas v Jesusovem življenju. Mnogi nočejo govoriti o skušnjavah, ker za današnji čas to več ni relevantno. Skušnjave so dejstvo in se vsak dan srečujemo z njimi. Velikokrat se celo počutimo krive, ker se z njimi soočamo ali borimo in smo celo večkrat premagani od njih. Biti skušan še ni greh. Jezus je bil skušan, to za njega pravi Božja beseda, da ni nikoli zgrešil. Poznana je izjava Martina Luthera. Pticam ne moremo preprečiti, da ne bi preletavali preko naših glav. Toda lahko jim preprečimo, da si naredijo gnezdo na naši glavi. Skušnjave so nekaj normalnega in še niso greh. En od primerov je telesna privlačnost, spolna zburjenost in poželenje. Mnogi ne poznajo razlike med njima. Telesna privlačnost, zburjenost in poželenje ni isto. Bog je ljudi ustvaril kot spolna bitja, kar je njegov namen in kar je nekaj dobrega. Privlačnost in zburjenost sta naravna, spontana, od Boga dana odziva na telesno lepoto. Medtem, ko je poželenje premišljeno dejanje volje, ki vodi v uničenje. V bistvu je poželenje odločitev, da si prilastimo nekaj, kar nam ne pripada. Ko to storimo, bo nekdo prevaran, opeharjen. Bomo sebe in druge zapeljali v nezvestobo, prevaro. To so pa vse dejanja, ki uničujejo nas in tudi ljudi okrog nas. To je mogoče samo en klasičen primer. Mogoče bomo naslednjič pogledali še nekatere primere. Varujmo
se bližnjic v našem življenju. Bližnjice so pogosto skušnjave. To bi moral dobiti zdaj, ne glede na ceno. Živimo v času, ko se vse zelo hitro spreminja in mnogokrat je potrebno praviti takojšnje odločitve, kjer pa ostaja nevarnost, da bodo napačne. Usmerimo svoj pogled v pravo smer. Kot smo že prebrali, Jezus pravi, od znotraj namreč iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Grešna narava je v nas. Toda mi smo tudi Božje stvarstvo. Sveto pismo pravi, krona stvarstva. Za Boga smo tako dragoceni, da je Bog dal celo svojega sina, ki je umrl za naše grehe, da bi mi lahko živeli novo življenje. Zato, ko se soočamo s skušnjavo, usmerimo svoj pogled na stvari, ki nas izgrajujejo. Ko nas hoče prevzeti hudobija, kot smo prebrali, da je v našem srcu, molimo in verujmo, da Bog želi spremeniti naše življenje, da želi v našem življenju napraviti dobro osebo. Ko nas hoče prevzeti sebičnost, zvijača, začnimo razmišljati o ljubezni, da ljudje potrebujejo ljubezen. Začnimo razmišljati o iskrenosti. Mi se velikokrat napačno borimo s skušnjavami. Mi se samo ukvarjamo z njo. In velikokrat nas to samo še poglablja in vsrkava vase, da zgrešimo. Ne. Usmerimo svoj pogled na prave stvari, na Božjo resnico, na Božjo ljubezen, na življenje, to, kar izgrajuje, to, kar je na blagoslov nam in ljudem okrog nas. Ne dovolimo, da skušnjave popolnoma prevzamejo naše misli. Že prej začnimo naše misli usmerjati v Božjo besedo. Kličimo za Božjo pomoč, da nam Bog pomaga, kajti On želi dati zmago nad skušnjavami v našem življenju. In moče je prav danes trenutek, ko se sooča s skušnjavo in non-stop so tvoje misli izpolnjene z njo. Povej, Bog, pomagaj mi. Usmeri moje misli v nekaj, kar me bo izgradilo, nekaj, kar me bo zaščitilo, kar mi bo dalo moč na to skušnjavo. Jaz ti želim zaupati, ker si ti obljubil, da si z nami. In moče v eni kratki molitvi predajmo se našemu Bogu. Jezus, hvala ti, da smo dragoceni v tvojih očeh. In hvala tudi, da imamo tvojo besedo, od katere se lahko učimo, da prihajajo in da se soočamo tudi v našem življenju s skušnjavami, katere bi nas hotele uničiti. Zato nas vodi naprej, daj nam moč, daj nam modrost, da se usmerimo, Jezus, na življenje, na stvari, ki prinašajo blagoslov. In še posebej te prosim za vse tiste, ki prav zdaj gredo skozi skušnjave. Ti jim daj zmago, Gospod, ti jih osvobodi in usmeri svoj pogled na življenje, radost, mir, izpolnitev, ki prihaja od tebe. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo. Molimo se drug za drugega in tudi to temo o skušnjavah in
preizkušnjah bomo nadaljevali. Božji blagoslov vsem.